alarm clock rings. You open your eyes and your day often begins with some thought, even a question. It might be a silly question. You wonder if it's time to go while you barely had enough sleep, or what day it is and what you have in your diary. You may even wonder something as simple as how long you'll be out and whether you'll need to keep warm today. Some mornings start with a question that can change everything. Why do I do this? Do I like the life I have? Am I doing the right thing? Am I really happy? After a busy day, the night falls. Despite the tiredness, when the silence and darkness come, you are left alone with your thoughts. That's right, those thoughts that bother your soul. Those questions that you never, ever want to answer. You try to think of other things. Does it ring a bell? You look for happy thoughts or small plans that will encourage you in the coming days. But there are days when nothing is enough. Nothing fills your soul, and the question becomes heavier than ever. Should I have done it differently? Should I have taken another decision? Was that my opportunity? You know those questions are important. Yes, you do. Because if today, at this very moment, you are hearing these words, it is very possible that one day you asked yourself all those questions and you decided to answer them. When the answer didn't please you, what did you do? You decided to take action to change things so that you would never again have to ask yourself at night, did I miss the chance of a lifetime? And so that when you ask for the morning, do I like what I am doing with my life? The answer is always a resounding yes. You know the power of an idea, a word, but above all, the power of a question. Because when you ask yourself a question and answer it honestly, with total sincerity, you are making an effort to really know the person you are. What you want, what you fear is, what you long for, and what makes you truly happy. Having the conversation with yourself is powerful. Very powerful. No lies. There are no polite but vague answers. You can't hide from yourself. It's real. It's hard, and sometimes you're not going to like what you have to say, but it is necessary. Because when you have this conversation with yourself, when everything is revealed and the truth come out, you can't just ignore the answers again. You know you have to do something. You know you have to change something in your life now. They say there is nothing that helps you have a healthier and more restful sleep than a peaceful mind that wouldn't keep you awake. A peaceful mind is not achieved by silencing your desires, ignoring the questions that you don't like, or being careless with your own future. You cannot have the peace of mind by pretending, repressing your fire, silencing the voice that cries within you. Peace, freedom, happiness. They begin with a freaking question answered and are built with the action it takes. One question can completely change your life and impact thousands more. Pay attention, because I have a question for you. Are you ready to ask yourself the question that will transform you even more? Are you ready to answer them honestly? Are you ready to release an immense power within you? En lep dober večer, Andreja Terčelj je moje ime in rada bi predstavila nocojšnjega prezentorja Romana Rosolnika. V največji ponos mi je zaradi tega, ker lahko na današnji večer obeležim oziroma povem, da imamo drugo obletnico podjetja Success Factory v Sloveniji, za kar je zaslužen točno naš nocojšnji prezentor Roman Rosolnik.
da to podjetje oziroma ta priložnost že 2 leti vztraja v Sloveniji in se širi z eno tako lepo hitrostjo, moram reči, da je odgovoren oziroma gre zahvala našemu Romanu. In ne gre tukaj samo Roman kot Roman, ampak zaradi njegovih izrednih in neprecenljivih lastnosti, ki jih mora oseba, ki pripelje tako priložnost v državo in nabere tim, predvsem sposobnosti odličnega vodje. Vodje, ki pravzaprav pomaga svojemu timu z ogromno znanja in pa lastnost, ki jo mora tak vodja pri taki priložnosti imeti, ki jo Roman zagotovo ima in ga nadvse cenim, je tudi njegova neustavljivost. In pa hkrati tudi to, da ko se komorkoli od ekipe, ki jo ima, včasih se vemo, da se človek malo ustavi, je Roman tisti, ki reče, evo, tukaj imaš roko, prid, zagrab, greva skupaj naprej. Se pravi, oseba, ki pravzaprav gleda na svoje ljudi okoli sebe in ne na sebe, se pravi, ki mu je pomemben uspeh svoje ekipe in šele na to vse ostalo, kar temu sledi. Hkrati pa človek, tako kot sem že povedala, z ogromno znanja in pa na trenutke tudi to, kar mora biti trmast. Kar je pa pravilno, da je, tako kot sem povedala, ta priložnost v Sloveniji tam, kjer je in se seveda tudi širi v tujino. Roman, izvoli, beseda je tvoja. Ja, dober večer še z moje strani, najlepša hvala, Andreja, za tele zelo prijazne besede. Dobro, da je že malo tema, ker mislim, je že kar malo naroden od te silne hvale. Hvala. V bistvu lahko delati v državi, če imaš take ljudi v ekipi kot Andreja, ker je tudi 100% predana temu našemu projektu, ena od ključnih ljudi v Sloveniji. Res je danes, oziroma te dni zame malo emotiven trenutek zdaj, zato ker je, kot reka Andreja, 2 leti, odkar sem začel ta posel. Pred 10 dni nazaj, od danes gledano, je bilo 2 leti, odkar sem prvi slišal prezentacijo tegale fanta v rdeči srajci Odiseja Skirjaku. Moram reči, da me je takoj pritegnil za svojo iskrenost, pa predvsem s tem, da sem videl, da fant govori iz srca, da to z njim neka prezentacija, se jo je nekaj naučil, zato da govori naprej, ampak dejansko sem tako videl na integriteto v njem. In 2 tedna po današnjem datumu, se pravi proti koncu meseca, sta prvič v Slovenijo prišla naša 2 mentora iz Avstralije, Eva pa Phil, to sta tukaj levo pa desno od Odisejasa. In to je bil res zame en tak, bom rekel, kar ključni kamen, zato ker sem se počutil blazno počaščenega. Ona dva sta prišla v Slovenijo s tem, da sploh nisem nikoli slišala prejšnje življenje za Slovenijo. V Sloveniji je bilo pisanih 5 ljudi. Se pravi, lahko bi se zgodilo marsikaj, si predstavljate, da imate tam v kakšni državi v indonezijskem otočju nekje opisanega enega človeka, ki je opisal 5 ljudi in vi so sedete na avion in greste tja v zaupanju. In seveda takrat je bilo zame to tudi ena zaveza, da ne bom tudi njiju razočaral. Potem nekako čisto, bom rekel, dokončna odločitev zelo postala moja kariera. Je pa prišla še 2 meseca zatem, tukaj so te spodnje 2 slike. Sem šel v Moskvo na en event, kjer sem spoznal tudi lastnike, tle en od teh solastnikov, Chris Rez, ker sem videl, gre dejansko za podjetje, ki ima dolgoročno vizijo, ki ima neko integriteto, ker res mislijo na trgu ostati. In imajo zato tudi vse potrebne resurse in ljudi in denar in tako naprej. Malo več o tem, te svoje odločitve še tekom prezentacijo, te mogoče malo bolj lahko ujel moj miselni tok. Če pogledamo zdaj mogoče malo bolj na širšo, o kakšni industriji pravzaprav govorimo, se pravi Success Factory uporablja za trženje svojih storitev, direktno prodajo, affiliate marketing, kakorkoli zdaj še to reče, zdaj nekako postali malo nepopularno govoriti o mreženju, ne pa vsi govorijo, da so matrice, pa affiliate marketingi, pa relationship marketingi, ne vsi uporabljajo z neke druge besede, ampak na koncu govorimo o isti industriji. Industrija je stara že 100 let in obrne se silne vsote, $200 milijard prometa vsako leto naredi ta industrija, kar je v bistvu več kot skupaj naredita prometa filmska, glasbena in pa športna industrija. To radi poudarimo, glede na to, da nekateri ljudje še vedno seveda malo zviška gledajo na to industrijo. Jaz sem za ta
za to branžo prvi slišal po nekih, 25, 28 letih in moram reči, da je bila to ljubezen na prvi pogled, zato sem rekel, wow, to je pa najbolj pošten poslovni model, ne, ker gre v bistvu za neposredno povezavo končnih strank, končnih kupcev z tistimi, ki proizvode delajo oziroma ki ponujajo neke storitve. Se pravi, to je obenem tudi odgovor, zakaj v medijih tak tip posla nikoli ne bo popularen. Zato, ker v bistvu, če mi kot distributerji, kot sodelavci v tej industriji jemljamo denar, ki ga sicer vzamejo oglaševalci, televizija, časopisi, billboardi, jumbo plakati, potem jasno se nikoli ne bo zgodilo, da bi na Pop TV-ju kdaj bilo udarna novica, neverjetno v Slovenijo prišel nov čudovit mrežni marketing. Se pravi, to se ne bo zgodilo nikoli, ravno z tega razloga, ki sem vam zdaj poskušal malo pojasniti na tak mogoče malo drastičen način. Zdaj, če pogledamo malo cifre, ki so v bistvu same po sebi še bolj prepričljiva, kaj ta industrija pomeni. Tle imam en izvleček iz spletne strani Business from Home. Tisti, ki poznate mrežno industrijo, verjetno često pogledate, kjera podjetja prednjačijo, kjera dobro napredujejo. Tisti, ki tega ne poznate, če poslušate ta posnetek, vam predlagam, da si poiščete na Google Business for Home. In vam tle od spod sem dal to stran, kjer so v številkah, koliko so izplačila. Tle vidite, da je vsako minuto izplačano v mreženju $85,000. Se pravi, tisti trenutek, ko bom jaz končal tale edini slajd, bo ljudem, distributerjem razdeljeno $85,000. Oziroma, ko bom končal tole prezentacijo, bojo ljudje v mreženju zaslužili $5 milijonov. Se pravi, številke so same po sebi dovolj zgovorne in to objavlja čisto popolnoma neodvisen medij. To mogoče za začetek malo za uvod, o kakšni industriji sploh govorimo, zato da malo potišamo te predsodke, ki jih pač pogosto ljudje še vedno imajo okrog tega posla. Zdaj pa čisto konkretno, kar se tiče našega podjetja, zdaj ko že veste, da gre za priporočilni marketing, za affiliate marketing, v bistvu firma ponuja ljudem, da lahko praktično brez kakršnega koli tveganja začnejo svoj posel od doma. Ne za simboličnih, bom rekel res simboličnih €30 oziroma €25 plus DDV, v bistvu dobimo vse, kar mora podjetnik imeti, če hoče imeti svojo internetno trgovino. Sprav na tej internetni trgovini gor so vsi produkti, ki jih bom kasneje na kratko opisal, danes se bom bolj zadržal več pri poslovni priložnosti, ne bom zelo veliko govoril o produktih. Se pravi, naše delo je samo, da poskrbimo, da je promet na tej spletni strani. Se pravi, ljudi seznanjamo z našo ponudbo, v bistvu jim dajemo informacijo, za vse ostalo poskrbi podjetje. Se pravi, gostovanje, domena, obračuni, podpora stranka, se pravi, edino, kar je naše delo, je to, ljudem dajemo informacije in se potem ljudje odločijo, kaj je za njih primerno in kaj ne. Podjetje je bilo ustanovljeno pred 5 leti, 4-5 leti, mislim, da je tle napaka, 2016 je pravilni datum, se mi zdi, v Estoniji, kar pa ni tako bistveno, ker v bistvu lansirali so svoje produkte šele potem februarja leta 2019, se pravi, podjetje je, bom rekel, temelje postavilo prej, preden je začelo na trgu karkoli prodajati. To se mi zdi tudi ravno tako zelo pomembno, ker jaz pri svojih 57 letih jasno sem videl na stotine in stotine podjetij, ki imajo krasne zamisli, pa nimajo, kot sem prej na začetku povedal, ustreznih resursov, nimajo denarja, nimajo pravilno temeljih postavljenih in potem se zgodijo tudi stvari, seveda, ki si jih ne želimo. Podjetje prihaja z enega krasnega okolja iz Estonije, krasnega zaradi tega, ker v bistvu Estoncem pogosto rečemo, da je to Silicon Valley Evrope, zato ker v bistvu njihovo nacionalno gospodarstvo je digitalizacija in tehnologija. Oni so se pač takrat, ko so še stali Sovjetske zveze, so se odločili, da bo to njihovo nacionalno gospodarstvo, da se praktično iz celega sveta hodijo ljudje, tudi različne vladne organizacije, jih njim učiti, kako se, ne vem, naredi, recimo digitalne volitve, ki so jih oni imeli že pred 16 leti ali 17 leti, Nepredstavljivo v primerjavi z nami, recimo, ker bomo zdaj spet referendum, ki ga sicer jaz podpiram, da se pač da glas ljudstva, ampak za vse te volitve gre silne sile denarja. Zakaj je to pomembno? Zato, ker v bistvu vsi naši produkti so in tudi prihodnje, tisti produkti, ki bodo dodani v prihodnje, bodo vsi digitalne narave.
Se pravi, ko sem se jaz pridružil pred 2 leti, je bilo članstva, mislim, da 215, 218 tisoč, nekaj takega. Se pravi, v tem času smo narasli faktor krat 3, smo se tu zelo razširili po celem svetu. Sem jaz začel bila samo pisarnica po Estoniji, zdaj imamo že več pisarn po celem svetu. Tudi headquarter, v bistvu ta poslovalnica Success Factorja se je preselila, ta marketinški del se je preselil v Amsterdam, medtem ko seveda ta linijca ideje oziroma te tehnologije pa seveda še naprej ostala v Estoniji, oziroma na njenem glavnem mestu Tallinn. Ok, gremo naprej. Seveda, kot sem rekel, imamo več digitalnih produktov. Jaz bom zdaj spustil en filmček, kjer so te produkti na kratko opisani. Potem bom pa čisto na koncu še vsakega s svojimi besedami pokomentiral v 2-3 stavkih, pa malo več bom mogoče opisal enega, ki ga po tem filmu ni, to je pa projekt The View, ki je še toliko nov, da v tem filmu tega še ni, tako da predlagam, da si tale filmček pogledamo, pa bom potem še kratko pokomentiral. Če bo tole delovalo, tako like sem si jaz zamislil, bomo videli. Zdaj, da bo. Start your own business. With Success Factory, you have a great opportunity to start your own business and become an independent entrepreneur. You can do it part-time or full-time and decide when and where you want to work. By joining Success Factory, you get your own personal web shop. Success Factory will take care of the hosting, billing, customer service, and everything else. All you need to do is acquire customers. You can start your own business with only €25. Next to your web shop, you will get access to business reporting tools, SF pipeline system, online training courses, and bonus materials, such as the ebook Why They Buy by world-known coach and writer Sherry Tree. At Success Factory, we have developed great products and services, as well as positioned ourselves with highly respected partners in the world. As an affiliate of Success Factory, you will have the opportunity to create a residual income. Through your personal web shop, you will be able to acquire customers and then get paid month by month, year by year, for as long as the customer stays. For a year and a half now, Success Factory has been developing Forex Insiders. More than $5 trillion is traded on average on the Forex markets every day. Experienced people are able to make a lot of money. Forex Insiders, a team of experienced day traders, combined with machine learning and artificial intelligence techniques, is now at your service. The aim is to help you navigate through a massive flow of information in the Forex industry and to provide you with only the most important items. 4 Forex robots have been programmed, the main of which applies more than 50 strategies and parameters to elaborate trading ideas for 28 currency pairs. A team of experienced trading analysts then checks those ideas manually, not pursuing quantity, but high quality. Forex Insiders focuses on highly valuable trading ideas, processing news, and overviews that really matter. On average, the robot, backed by the team, will provide about 20 first-rate trading ideas per month. This is not all. Our next product is from our partner, Bank, founded by Sherry Tree. Hi, I'm Sherry Tree, founder and chairman of Codebreaker Technologies, and I'm so excited for our partnership with Success Factory. We're here to announce 2 new products powered by the Bank methodology. Bank is the only methodology in the world scientifically validated to predict buying behavior in real time. Using cutting-edge artificial intelligence combined with sales intelligence will actually help you understand how to communicate, negotiate, and close sales easily and efficiently with your customers based on their buying behavior and values. This cutting-edge science combined with emotional intelligence allows you to master the art of communication as well as sales, creating an overall impact to optimize your business and maximize your results. Another project we offer through Success Factory is Dagcoin, the first cryptocurrency designed for using, not trading. We believe that Dagcoin is the future of finance, a step up from regular money. Dagcoin offers improved transaction speed, reduced, almost zero commission, while giving access to money to more people with lesser restrictions and limitations, and preventing fraud and illegal financial activities. More freedom and security to transact. Dagcoin was created to fulfill all of these criteria, to become a digital version of money that people can use all around the world.
An associated project is called DagPay, an easy, efficient, and powerful crypto payment system. DagPay is made to be used by everyone, everywhere, to quickly accept DagCoin payments. Fast transactions, fast confirmations. DagPay provides an easy-to-integrate and use checkout system for your online store, a simple and efficient point-of-sale, POS, and an instant email invoice system. Effortlessly accept DagCoin payments with DagPay's unmatched payment solution. Your customers will benefit greatly from all these products, and you will create a passive income for yourself. As long as your customer is active, you will earn commissions. You also have the possibility to share this amazing opportunity with as many people as you want. How many people do you know who would like more freedom in their lives? Just introduce them into the Success Factory community. And when they decide to join and make customers, you will also earn commissions on those customers. That is real freedom. When you are a part of Success Factory, you are in business for yourself, but not by yourself. To all our affiliates, we provide online and local support, as well as access to global events to help them run their business like a pro. And remember, you are always one decision away from a totally different life. Ok, zdaj še moj kratek obljubljen komentar, mogoče neke stvari, ki niso bile tukaj povedane, čisto na kratko o vsakem produktu, še po stavek 2, 3 maksimalno. Bank je eno krasno orodje, čist nefinančni produkt, ki v bistvu nam pomaga, da imamo boljšo komunikacijo. Se pravi, danes se pogovarjamo o veliko tehnologije, govorimo o tem, kako tehnologija v bistvu ima vpliv na naša dnevna življenja. Pogovarjamo se non-stop o tem, kako je v bistvu potreba po klasični delovni sili, ti si je tu fabriko, pa dela tu podjetju z tekočim trakom, je vse manjša in manjša in manjša in bo tudi v prihodnjih letih vse manjša, kar v bistvu posledično pomeni, da bojo vse bolj prosperirali lahko tisti ljudje, ki bojo uspešni pri komunikaciji z drugimi ljudmi. Ne, se pravi, Bank je v bistvu eno krasno orodje, ki nam pomaga, da v 90 sekundah lahko prepoznamo našega sogovornika, mislim, saj generalno ga lahko prepoznamo, ker smo 4 različni tipi. In tisto, kar sem hotel dodati tukaj, je to, da jasno, ta produkt je najboljš probati, tako da ga probate. In zato je v bistvu firma ponudila, da prvi mesec vsi tisti, ki ste novi, oziroma tisti, ki pač dokupite kakšenkoli produkt, imate to storitev prvi mesec za 1 evro. Se pravi, najboljši način je dejansko res to poskusiti in vidite, da dejansko na kakšen način lahko vam pomaga pri čemerkoli, karkoli pač v življenju počnete. Kar se tiče drugega produkta, se pravi Forex Insider, bi na tem mestu rad dodal samo še to, da dejansko res glede na to, da gre za največji svetovni finančni trg, je seveda ponudnikov zunaj, ki ponujajo takšne ali pa podobne storitve, kopica. Jaz bi na tem mestu izpostavil mogoče samo še enkrat 2 stvari. Prvič je to, da smo cenovno zelo ugodni, dejansko res zelo solidno ceno, se pravi 49 evrov je mesečna naročnina plus DDV, dobite, kot ste videli v filmu, 20 plus trgovalnih signalov. Druga stvar, ki bi pa mogel tukaj poudariti, je pa to, da ogromno je zunaj podjetij, ki nas nagovarjajo, pošljete nam denar, pa mi imamo eksperte, pa bomo pri nas naredili, ne vem, 3% na dan, pa 5 na teden, pa 12 na teden, pa tako naprej. Se pravi, v našem podjetju v bistvu mi ljudje trgujemo sami na svojem računu, na svojem telefonu, pri svojem brokerju imam svoj račun in v bistvu to pomeni, da imam denar skozi pred svojimi očmi, likviden, 24 ur na dan. In tretja stvar, sam produkt je zelo, zelo lahek za uporabo. Neke osnovne stvari se seveda lahko naučite, neka terminologija, neki izrazi, da se sploh lahko pogovarjamo o trgovanju, vse ostalo je pa kot rečeno v tem videu je copy-paste, se pravi, dobimo trgovalni signal in vse, kar je potrebno narediti, je prekopirati 3 cifre. Tretji produkt, te so še malo trgovalni rezultati zadnjega od marca 2020 do marca 2021. Moram reči, da zadnje 3 mesece, se pravi april, maj, junij, so bili rezultati super. Tako da je ta skupni rezultat, če bi ga zdaj popravil, če bi malo updateil tale slajd, so v bistvu še precej boljši. Zdaj, že Einstein je rekel, da je obrestni račun 8. čudo sveta, ne vem, če ste to že kdaj slišali.
Se pravi, dejansko res lahko s tem, če puščate te donose noter, tudi z nekim 7 do 10% donosi na mesec, in če to puščate te donose noter, je možno v 7 do 9 mesecih podvojiti vsoto, ki imate na trgovanju. Tako da, evo, pri nas ni nobenih obljub, vidite, da rezultati so variabilni, en mesec je minus, potem sta 2 meseca 30 plus. Se pravi, cilj našega podjetja je, da bi dolgoročno strankam omogočili v povprečju, govorim v povprečju, 10% plus donosa na mesec. Ok, bo šlo to zdaj kaj naprej. Aha, morate tudi spod klikati. Ja, že prej omenjeni Einstein. Jaz sem predlagal, da na Google poiščete kakšen kalkulator, vtipkite kalkulator obrestnega računa, pa si lahko vpišete en znesek, ki bi ga lahko dali na trgovanje, in boste videli, da tudi s 500 evri pa z eno disciplino, pa z nekimi 70-80% donosom na leto, znajo biti cifre, zračunite si, nič nam govoril, da vas ne bom zdaj preplašil, ker, kot sem rekel, pa nas ni naša strategija marketinška, da bi zdaj govorili o nekih velikih cifrah, zato da bi ljudi prepričali v neki. Se pravi, tretji produkt je pa produkt, zaradi katerega sem se jaz sploh takrat pridružil, takrat smo imeli samo ta produkt, se pravi našo kriptovaluto Dacoin. Dejansko res je zdaj na trgu taka poplava in taka zmeda kriptovalut, da še tisti, ki so strokovnjaki, ne vejo več, zakaj pravzaprav gre po teh kriptovalutah. Tle vas bom spet pozval, da si malo pogooglite kakšne resne analitike, katere kriptovalute sploh imajo prihodnost, možnost preživetja. Govorimo o strokovnjakih, ki govorijo o preživetju, ne govorimo o strokovnjakih, ki govorijo o tem, kaj kupite pa kaj prodajte. Naša kriptovaluta je namenjena temu, da bi ljudje uporabljali temu, čemer so bo kriptovalute sploh namenjene, se pravi vsakodnevni rabi, ampak dejansko bojo dolgoročno lahko preživele samo tisto kriptovalute, ki bo imele na trgu neko uporabno vrednost. Se pravi, in vse, kar dela naše podjetje zadnje 3 leta in kar bo počelo naslednja leta, je to, da zgradi trg, da zgradi ekosistem, da zgradi tehnologijo, vse potrebno poslovno okolje, da bo to ena bolj uporabnih kriptovalut. Že zdaj imamo cel kup enih adutov v rokavu, eno je naša tehnologija, se pravi, imamo drugo tehnologijo kot velika večina drugih kriptovalut. Darkchain se imenuje ta tehnologija, ki omogoča blazno hitre in zelo poceni transakcije. Potem imamo marketinški pristop, ki temelji na fundamentalnem vrednotenju, se pravi na ponudbi in povpraševanju, samo ne ponudbi in povpraševanju na borzi, ampak dejansko na tem, koliko je velik trg. Se pravi, koliko je na eni strani velik ekosistem, kjer se da uporabljati našo kriptovaluto, in na drugi strani, koliko nas je uporabnikov, in na tretji strani, koliko je sprejemnih mest. Zdaj podjetje se je odločilo pred kakšne pol leta, da bo distribucijo preko affiliate marketinga, se pravi preko Success Factorja, omejilo na 1/3. Se pravi, od vseh 9 milijard coinov, ki jih imamo na razpolago, jih je samo 1/3 na voljo za prodajo preko Success Factorja. Tle ima to grafično prikazan in od te 3 milijard je na razpolago samo vidite še 92 milijonov. Tako da to vsoto bomo verjetno prodali, ne vem, v mesecu 2, 3, 4, mogoče kakorkoli, če naredili kakšno promocijo, verjetno pa še prej. Ostalih 6 milijard je podjetje zamrznilo in bo uporabljalo samo za velika partnerstva z velikimi sistemi in bo na ta način bistveno pospešilo ta proces. Zakaj? Zato, ker je ta digitalizacija denarja se dejansko danes dogaja hitrejš, kot je pa kdorkoli si mislil to pred 3-4 leti, je bilo to nepredstavljivo, ker dejansko zdaj ogromen držav razmišlja o digitalizaciji denarja, se pravi podjetje se je odločilo, da bo ta proces bistveno pospešilo, tako da vsi tisti, ki ste danes na webinarju oziroma ko poslušate ta posnetek, je zdaj praktično zadnji trenutek, ampak distribucija preko Success Factorja se izteka in dejansko res cena zdaj še vedno, glede na število, ki nas je, rekel sem, nas je nekih 700 tisoč, slabih 700 tisoč, okrog 1400 sprejemnih mest in je cena 67 centov. Se pravi, zdaj, če si predstavljate, da podjetje 6 milijard samo razdelilo velikim sistemom, se pravi, ta cifra v naslednjem letu 2-3 bistveno hitreje šla gor, kot je šla do zdaj. In tle imate potem ceno, kakšna bo cena, ki nas bo recimo
Ne vem, da nam zdaj pretiraval spet, ker nas bo 5 milijonov pa 25 tisoč sprejemnih mest, se pravi, bo cena 10krat večja, kot je danes. Se pravi, v zelo, zelo kratkem času, ne vas zdaj ne zmede tole 67 centov, pa 10krat več, pa si mislite, pa ljudje rečejo, joj, Bitcoin moram kupiti, ker bo šlo sigurno nazaj na 60, ne. Morate biti pozorni na procente, ne pa na znesek, ne. Se pravi, da bi pri Bitcoinu dosegli isti učink, bi mogoče zdaj iz 30 tisoč na 300 tisoč, ne, zdaj bi dosegli 10kratnik, to, kar vam zdaj govorim, da nas bo naše številke sigurno v naslednjem letu pa pol dveh zrastle. Saj za 10kratnik nočem tukaj pretiravati, jaz sem prepričan, da bo ta cifra še bistveno večja, ampak ne zaenkrat ostane tako, kot sem rekel, ne. Se pravi, distribucija se izteka, paketi so na voljo, oziroma do naših Dagcoinov lahko prijete, so dostopni za vsak žep, paketi so od 25 evrov že naprej, oziroma od 50 evrov, tukaj ponujamo v Evropi, pa do 5000 evrov. Zdaj, glede na to, koliko je zdaj ta trg velik, ne, se pravi, na eni strani je 700 tisoč, nas je veliko, po drugi strani je to globalno gledano, še vedno relativno zelo majhna cifra, tudi sprejemnih mest ni še tako blazno veliko, ekosistem je 1/3 postavljen, 1/3 v beta fazi, nekatere stvari se že uporabljajo, pa še niso v množični uporabi. Tako da je nekaj časa še potrebno, zato smo tudi nagrajeni za tako imenovane holdanje oziroma staking, oziroma kot rečemo po nas escrow, se pravi vsak paket, ki ga vzamete, je pač nekaj časa treba držati, zato da se ta trg postavi do konca in zato nas firma tudi, kot vidite po teh številkah, tukaj spodaj, zelo lepo nagradi, od 5% pa vse tja do 90% dodatnih Dagcoinov po ceni, ki je danes. Če se pač odločite za največji paket, pa 3-letno vezavo je, dobite še enkrat več, kar pomeni, če te cifre obrnemo malo v kok, da jih dobimo praktično za pol manj cene, ni 67 centov, ampak malo manj kot 40. Ok, in četrti produkt, ki v tem videu ni bil omenjen, je pa čist naš nov projekt, se imenuje TheView. TheView je v bistvu, tako kar radi rečemo na prezentacijah, verjamemo, da je to po moji ceni en 10 do 15 najbolj atraktivnih naložbenih priložnosti trenutno na svetu. Zakaj? Ja, tle spet sem jaz malo časovno omejen, da bi vam razlagal, kam gre ta svet, ampak dejstvo je, da bo tehnologija drastično vplivala na naše vsakodnevno življenje na vseh možnih področjih. Se pravi, od nakupovanja, od naših nakupovalnih navad do tega, kako obiskujemo športne prireditve, kako obiskujemo muzeje, znamenitosti, kako potujemo, kako se izobražujemo. No, zadnje, če pogledamo ta Zoom, ne že leto imamo webinarje na Zoomu, tudi to je v bistvu premik paradigme, ne, prej smo se vedno dobivali po hotelih, pa po domovih, ne, pa risali po belih tablah prezentacije, zdaj uporabljamo Zoom. Se pravi, tisti, ki malo vidi trend, ne, ve, da bo tehnologija, virtualna realnost, razširjena realnost, umetna inteligenca drastično vplivala pač na naša vsakodnevna življenja in cilj našega podjetja s tem projektom TheView je tudi to spravil v vsakodnevno rabo. Se pravi, virtualno realnost že danes uporabljajo na eni strani otroci za igrice, tako so pred 20 leti uporabljali Commodore pa Spectrum, na drugi strani pa uporabljajo neki specialisti, recimo za treninge pilotov, v kirurgiji se to uporablja za treninge, za prostorsko načrtovanje. Se pravi, to, kar je cilj našega podjetja, je, da razvijamo to na vsakodnevno rabo. Zdaj bojo delali na različnih platformah, začeli bomo z potovanjem in turizmom, čist popolnoma logičnega razloga. Turizem je, zdaj trenutno je spet mačkan je živ, ne, ampak napoveduje se spet ponovna zapiranja. In tudi če bi to odšteli, tudi če bi lahko potovali, se moramo zavedati, ne, da veliko ljudi, 5 milijard ljudi se nikoli ni sedelo v željen avion, veliko ljudi je časovno omejenih. Jaz zelo rad potujem, zelo rad, kot vidite, tukaj za mojim sliko, zato so Triglavska jezera, malo podporo jutrišnjemu referendumu. Zelo rad hodim po hribih, ampak pri svojih 57 letih se dobro zavedam, da tudi če imel jutri 10 milijonov dolarjev na bančnem računu, pa ves čas na tem svetu, da enostavno nimam časa v življenju, da bi videl vse, kar bi si želel videti. Ne, se pravi, če mi tehnologija omogoči, da je ta približek med realnostjo pa med virtualno realnostjo postaja vse manjša, potem jasno sem pripravljen si ogledati stvari, neke zanimivosti, ki me zanimajo, pa so to muzeji ali pa naravne znamenitosti tudi v virtualnem svetu.
In potem bojo seveda prišli, kot sem rekel, športne prireditve, nakupovanje. Lahko na Google si pogledate recimo zelo zanimiv film od Walmarta, kako so pripravili virtualni shopping. Zadnjič mi je Andreja kazala neko našo trgovino, kako je pripravila virtualni shopping, Intersport, mislim, ali nekaj takega, je bil Intersport. Skratka, nekateri ponudniki so se že odzvali in te stvari se bojo zgodile hiter. Ne, analize kažejo, da bo to do leta 2025 mega trend postal, da bo to postalo tako samo po sebi umevno, kot to, da imamo danes pametne telefone. Jasno, vse te stvari, ki vam danes zdaj tukaj govorim, bojo tudi plačljive. Zdaj, če bomo šli pogledati Kolosej v Rimu, seveda ne bo karta, taka virtualni ogled ne bo 35 €, ampak bo, ne vem, 2, 3, 4, 5 €. Ne, se pravi, v tem trenutku, se pravi, podjetje ponuja nam, ali pa vam, ki gledate zdaj tole mojo prezentacijo, da smo lahko kot angelski investitorji. Se pravi, da lahko zdaj kot crowdfunding podprete to idejo, če vidite, da je to trend, ki prihaja, in boste zato zelo dobro nagrajeni kot delež od prometa, ki se bo tukaj ustvaril v tem projektu Devius. Prodaja teh vstopnic, prodaja teh virtualnih ogledov. In sicer se bo to razdelilo v različne pule, jaz bom danes omenil samo 2 pula, in sicer od vseh držav, kjer bomo ta projekt postavljali, oziroma ki bo ta projekt postavljali, se bo do vsega prometa, se pravi, vse prodaje, ki se bo zgodil, se bo stekal 1% v globalni pul, istočasno si pa z nakupom vsake države, ki si jo zberete z investicijo, zbira še 5% v tako imenovanem regionalnem pulu. Se pravi, države so od 125 €, spet bom rekel, dosegljivo za večino žepov, no, od 125 € pa do 1000 €. Jaz zdaj tukaj ne bom še po posameznih državah, ker sem rekel, da sem danes malo več zadržal pri bolj marketinškem delu, zato tudi te stvari, koliko je zdaj procentov, oziroma koliko dobite šerov v global poolu, koliko jih dobite v regionalnem poolu, se praktično iz tedna v teden skozi menja, zato ker imamo promocije, ki so odvisne od tega, koliko države se dobro prodajajo. Ene države so po 4-5 mesecih prodane po četrt, druge po tretjino, ene par jih je čez pol. Ena od njih, Bali, Indonezija, je pa celo že tudi razprodana, mislim, da je bila v enem mesecu razprodana. To okrog samega projekta The View. Imamo tudi krasne filme, drugače naslednje sobote oziroma naslednje tedne bom pa itak delal prezentacije po posameznih produktih. Seveda danes jih malo opisal zgolj zato, da dobite malo občutek, da dejansko gre za nekaj, kar je usmerjeno v prihodnost, kar je tehnološko zanimivo. Se pravi, če na eni strani imamo industrijo, ki je v porastu, če na drugi strani imamo podjetje, ki mu lahko zaupamo, potem rabimo samo še produkte, ki so usmerjeni v prihodnost, ki so potem seveda tudi zanimivi za trženje, posledično pomeni tudi prinašajo odlično možnost zaslužka. Toliko okrog produktov, kar se tiče zdaj odločitve vaše, pa so 3 možnosti. Lahko rečete, ja, jaz sem tole si ta virtualno realnost pogledal, ali pa ta DACoin res ne bi rad zamudil priložnosti, pa ste investitor. Ne, se pravi, rečete, bom investiral 1000, 2, 3, 5, 7, kakorkoli pač 1000 € v ta produkt in boste, kar se tiče Viewja, boste dobivali pasivni prihodek ever. Ne, se pravi, to ni, nič se ne izteče. Se pravi, dokler se bo kadarkoli v tem projektu The View karkoli prodal, dobite za to pasivni prihodek kot delež od prometa. To je do konca življenja, dokler to imate, kar pomeni, da je tudi delno prenosljivo. Lahko ste na drugi strani, na desni, vidite, ste lahko naša stranka. To pomeni, recimo, lahko si vzamete Forex, kot sem rekel, 50 € plus DDV, ga probate, se pravi, ne boste naš sodelavec, ste naša stranka, lahko si vzamete kakšen manjši paket The Viewja ali pa DACoina in tako naprej. Lahko ste pa tisto, kar seveda jaz spodbujam, da ste naš sodelavec. Ne, se pravi, to, da ste naš sodelavec, vas stane dodatni, kot smo prej rekli na začetku, sem že izpostavil, 25 € plus DDV. Tle se še enkrat izpostavlja tale portal Business from Home, ki tudi ocenjuje vsa podjetja v direktni prodaji. Mislim, vsa tista, ki nekaj pomenijo. Mislim, da je na tem portalu, da je 700 podjetij, drugače podjetij v direktni prodaji je na svetu na tisoče in tisoče. In vsako to podjetje oceni, naše podjetje ima oceno AAA, se pravi, to je najvišja ocena, ki jo podjetje lahko dobi in seveda smo jasno zelo ponosni na to. Se pravi, gre za zelo globalni posel. Ne, se pravi, kjerkoli na svet, kogarkoli nekdo od nas pozna, lahko delate kjerkoli.
Ne, se pravi, firma je odprta po celem svetu, edina država, ki še ni odprta uradno, neuradno pa tam že ljudje seveda tudi gradijo, je Amerika. Amerika se bo odprla, ko se bo prodal naš Dacoin, ker tam imajo pač malo drugačno zakonodajo, kar se tiče prodaje, distribucije kriptovalut preko affiliate marketinga. Vse ostale države seveda na svetu so odprte, se pravi, gre za globalni biznis, nič nismo omejeni ne na Podutik, ne na Ljubljano, ne na Slovenijo. In tisto, kar je lepota še tega, je to, da od 700,000 članov naših jih je po moji oceni nekih 90% v državah tretjega sveta. Se pravi, v Evropi, sicer vam bom potem pokazal par ljudi, ki so v Evropi zdaj že nekaj naredili, ampak v Evropi se je začelo dogajati, mislim, da letos po tretji obletnici. Zadnje 3 mesece je zdaj v Evropi se končno začelo dogajati, ampak še vedno dejansko lahko govorimo o popolnoma deviškem trgu. V Sloveniji nas je nekih 250-300 ljudi učlanjenih v Success Factory na Balkanu, mislim, da jih je 2 ducata v celi Evropi, par tisoč. Se pravi, če to gledate iz stališča tega, da bi bili radi enkrat prvi ali pa med prvimi na trgu, je to krasna priložnost, da lahko dejansko delujemo čist na deviškem trgu, ki še ni zasičen. Tole samo v opomnik ponovno, se pravi, vse, kar je potrebno do plačila, če želite biti naš sodelavec, je 25 € plus DDV enkrat na leto. Zdaj seveda, kot naši priporočitelji imamo celo kopico enih provizij, do 10% je za osebno priporočilo. Se pravi, nekdo vzame paket za 1000 € na vaše priporočilo, Dacoina, dobite 100 €. Se pravi, ni nobene omejitve, koliko date osebnih priporočil, da ste 1, 3, 17, 37, kakorkoli osebnih priporočil date. Lahko priporočate vse produkte, lahko vam je en bliz, ne imam ljudi, ki so zaljubljeni samo v Vue, potem imam ljudi, ki rečejo, jaz drugega ne bi prodal, kot pa Forex, to verjamem v Forex, ki je tekočni denarni tok. Se pravi, Forex stane 50 €, če da ste vi priporočilo, je 5 €. Se pravi, lepota Forexa je to, če da ste vi priporočilo, da je mesečni subscription. Se pravi, imate 10 ljudi, ki so naročeni na Forex, 10 krat 5 je 50 in je to vsak mesec. In te ljudje, če bojo zaslužili po povprečju po 10% na mesec, verjemite mi, da bojo z lahkoto, ko bojo šli na kavo ali pa zvečer na pijer, ostalo Ljubljano prijateljem pokazali, ti zaslužil sem 15 € danes ali pa 25 ali pa 35, odvisno od tega, pač s kakšno vsoto trgujete. Se pravi, to je produkt, kjer se da rezultat takoj pokazati. Za razliko od Dacoina, pa za razliko od Vuea, je na Forexu tekočni denarni tok in takoj vidite rezultat in ga takoj lahko nekomu tudi pokažete, tako da ta produkt dejansko res ni težek za trženje. Edin imeti ga moraš. Če ga samo opisuješ, nič ne pomaga. Imeti ga moraš na telefonu in ljudem pokazati in rečejo, to bi pa jaz tudi imel. Potem je 10% provizije iz binarca, to bom malo kasneje še na posebnem slajdu opisal. Potem, ko imate neko večjo skupino, ste nagrajeni tudi za to, da pomagate drugim ljudem napredujejo. Pač trik v pozitivnem smislu, trik mreženja ali pa relationship marketinga je to, da dejansko ne moreš doseči visoke karierne stopnje, ne da bi za sabo potegnil ljudi, ki so uspešni. To je lepota mreženja in zato vam jaz toliko rad tudi ta biznis, zato ker to ni posel za soliste. Ne morete vi zgraditi sami imperija brez tega, da boste pomagali drugim ljudem, da jih boste potegnili za sabo. Tukaj stalno klikam nekje, ki noče iti naprej. Tukaj moram. Potem je še ena DACPay nagrada, ki jo bom danes spustil. Potem, če se odločite, da bo to postalo nekaj več kot zgolj dodatni zaslužek, imamo potem karierne renke. Prvi resnejši karierni renk je Topaz. Tukaj bom še enkrat izpostavil Slovence. V Sloveniji je en Rubi, pa en Safir, pa 3 Topazi. To, da vidite, da še nič, tudi v Sloveniji, kljub temu, da 2 let že delamo, nismo naredili nič. Tisto, zaradi česar sem jaz zelo zadovoljen, je to, da smo zdaj postavili temelje. Se pravi, produktov je zdaj bistveno več, kot je bilo pred 2 leti. Temelji so postavljeni, neki rezultati so, cel kup materijala je v slovenščini. V Sloveniji imate ljudi, predvsem tudi, ki so označeni tukaj, ki so v core timu, ki so zavezani temu, se pravi, imamo podporo. Veliko ljudi ima tudi svoje YouTube kanale, se pravi, imamo vsa orodja,
temelji so postavljeni zdaj za tiste, ki mislijo resno, in zdaj, ko mi čakamo, da pridejo kakšni, ko bi Boris rekel, mladi fantje, ki bojo popokali, tako kot zdaj pokajo v Nemčiji, pa v Švici, pa v Avstriji, pa tako naprej, ne? Ok, se pravi, kot sem povedal na samem začetku, mreženje je 100 let stara industrija. Ne, pogosto ljudje prihajajo v mreženje, pa reče, sem probal, pa ne gre. To je najpogostejši stavek, seveda, ki ga slišimo v direktni prodaji. Mreženje seveda absolutno gre. Mreženje ne samo, da gre, ampak gre že 100 let. Je pa seveda, zdaj, če nimate nobenih izkušenj, ne, seveda so neke spretnosti, ki se jih je potrebno naučiti, ampak dobra novica je to, da je topla voda že odkrita. Ne. Se pravi, vse, kar je potrebno, nek učljiv odnos, ne, da ne greš zdaj ven, pa poskušaš vse sam narediti, ne, pa reči, tismo, ko vas je povabil, jaz že poznam svoje prijatelje, jaz že vem, kaj bom rekel. Se pravi, obstaja neka metodologija, nek način, neki koraki, kako se to naredi, in če tem korakom sledite, potem seveda pride do tako imenovane duplikacije. Se pravi, kaj je duplikacija? Moji sponzorji, ki sem jih prej opisal, se pravi, moji mentori, Eva pa Phil iz Avstralije, sta Black Diamonda, se pravi, sta naredila 7-krat višji karierni rang kot jaz, in jaz sem stalno v stiku z njima, da se od njih učim in to prenašam naprej. Učim to ljudi, ki so aktivni v Sloveniji, pa Borisa, pa Milena, pa Andrejo, in ki se bojo oni to naučili, bojo naučili naprej. Ne, kot pravi Andreja, monkey see, monkey do. V bistvu zelo preprost. Tako preprost, da večina ljudi zakomplicira to, da ne deluje več. Ok, zdaj bi vam rad pokazal še ta naš binarni sistem. Se pravi, vse več podjetij uporablja ta binarni sistem, ker je zelo stimulativen, zelo preprost. Imate dva tima, levi tim, desni tim. In tukaj sicer so navedene še neke dodatne nagrade in dodatni bonusi, ampak tisto, kar bi rad na tem mestu izpostavil, je to, da pri mreženju ne gre za to, da te zdaj prodajalec naslednje 3, 5, 7, 15 let. Se pri mreženju gre za to, da poiščemo okrog sebe 3, 5 ljudi, 3, 4, 5 ljudi, tle konkretno ste vi, če postavite svoje ime tukaj noter, so tole direkti, ki ste jih vi sponzorirali, te termeni. In potem tem termeni, tisti seveda, ki so pripravljeni nekaj narediti v svojem življenju, pomagate, da naredijo isto. In to je potem že vaša druga generacija, in ki te zeleni sponzorirajo, te plave, to tretja generacija. Se pravi, posel je zelo, zelo, zelo enostaven. Ne bom rekel, da je lahek, je pa enostavno. Tehnično gledano je popolnoma enostaven. Se pravi, tisto, kar zakomplicira majčkeno stvar, je to, da smo ljudje taki, ki smo, da smo ljudje zakomplicirani. Se pravi, posel je tehnično čisto enostaven. Tisto, kar pa je, se moramo pa pač malo naučiti z ljudmi delati, da se pač naučimo komunicirati na njihov način. Se pravi, tle, ko sem omenil, so še dodatne nagrade za vodenje, se pravi za leadership bonus, in ste plačani še dodatno do 10. globine. Se pravi, od enega kariernega ranga naprej ste plačani poleg direktne prodaje, poleg binarca, 10% iz binarca, še do 10. globine od vaše strukture. Ok, gremo naprej, naslednji slajd. Tukaj mogoče sem hotel malo izpostaviti to, ker sem se zdaj že pošalil okrog ljudi, ki pravijo, da to ne deluje, kjer so te najbolj pogoste pasti direktne prodaje ali pa najbolj pogoste pasti mreženja. Prva najpogostejša past je seveda to, da to ljudje jemljajo kot hobi. Se pravi, vsi imamo cel kup hobijev. Jaz recimo, moj hobi je fotografija. Jaz sem pred enim letom sem kupil si aparat, pa take objektive, pa makro, pa teleobjektiv me je koštalo 3000 evrov. Se pravi, če jaz jemljem fotografijo kot hobi vedno samo košta. Pa da igrate tenis, igrate golf, karkoli v življenju počnete, če to delate kot hobi, potem vas to košta. Se pravi, če pa delate to kot biznis, tisti moment, ki bi pa fotografijo delal kot biznis, bi pa lahko zaslužil s to fotografijo. Se pravi, veliko ljudi se opiše in to jemlje kot hobi. Enostavno je treba to imeti kot biznis in fajn pri tem našem biznisu je to, da je treba zdaj neke drastične spremembe v življenju narediti. Se pravi, ta naš biznis se da delati tudi za 1 uro na dan. Mogoče vam bo vzelo, let več, ampak 1 ura na dan, pa če to delate 3 leta, boste ta posel absolutno naredili do tistega nivoja, ki si ga pa želite
Druga taka past je seveda malo nepotrpežljivosti, ne. Pravijo, da dan, ko posadite seme, ni dan tudi, ko poberete sadove, ne. Se pravi, ena potrpežljivost je potrebna, zato ker ljudje imamo, ali pa 90% ljudi, ki hodi v službe, ima miselno zaposlenega. Se pravi, miselno zaposlenega je pridem v službo in se tam zmenim, koliko je na uro. Ne, in on reče 5 evrov na uro, potem pa ljudje pridejo v mreženje, ne, in delajo en mesec, ne, pa so služili, ne vem, 50 evrov ali pa 70 ali pa 100. In potem z računa rečejo, aha, delal sem 100 ur, to se pa sploh ne splača, ni računice. To je miselnost zaposlenega človeka. Se pravi, podjetnik, ne, v bistvu razmišlja drugače. Podjetnik v bistvu razmišlja, da morajo svoj posel najprej zgraditi. Vi imate klasičen biznis, recimo, odprete si lokal. Ne, se pravi, v lokal boste investirali, tudi če ga najamete, da odkupite odpremo, boste investirali, ne vem, 30, 40, 50 tisoč evrov. Se pravi, vi boste 2 leti delali v bistvu z minusem, ne glede na to, da kasirate denar. Ampak vi rabite 2 leti, 3 leta, da ste sploh prišli na nulo in ko ste to pokrili investicijo, se šele začne ta vaš plus. Se pravi, in tudi tukaj pač ljudem pomagamo, da zastopijo, da tle v bistvu gradimo vodovod. Ne? To je za razliko, če si predstavljate, zaposleni nosijo vodo v lambri. Ne? In ko so žejni, grejo po vodem, pa nese lambar in se napije. Tisti, ki pa dela mreženje, pa v bistvu gradi vodovod. Nekaj časa traja, da skoplje ta vodovod, samo ko bo ga enkrat skopil, potem bo voda tekla. Ok, tretja pa je, tretja zanka, v katero sem se tudi jaz v preteklosti velikrat ujel, so se pa seveda podjetja, ki so nerelevantna, ker nimajo sploh resničnih produktov. Vsi veste, ne glede na to, koliko imate izkušenj, da danes je ponudb raznih programčkov stotine. Jaz vsak dan dobim 10 novih ponudb, da kam naj denar dam in koliko je to super. Sprav, tle bi vas sem rad opomnil ali opozoril, ne vem, če je toliko prijazna beseda, ko naletite na spletno stran, razmišljate, recimo rečete, ok, tole je ta situacija, s to korono je crazy, nekaj moram ukreniti, jaz ne bom več z masko hodil v službo, to je crazy, smo na danes nekaj narediti. Se pravi, in začnete iskati, kaj bi delalo doma. In ko odprete spletno stran, ki vam piše, da vam nič ne bo treba plačati, nič vam ne bo treba prodati, nič vam ne bo treba narediti, samo tukaj le vpišite svoj mail, pa boste imeli čez, ne vem, pol leta, 1 leto, po 2 ure na mesec, ali pa ne vem, zdaj se izmišljujem cifro. Mogoče se vam zdi to trapas, kar vam zdaj govorim, ampak takih ponudb je na netu k trave. Se pravi, tle, kot hudomušno prav tale moj slajd, svina, ki je namazana s šminko, je še vedno svina. Se pravi, kakorkoli lepa spletna stran zgleda, pač ljudje v želji, da bi preskočili en proces. Tudi jaz sem že sedel na to. Kljub vsemu, da sem se 10 let izobraževal v financah, se si mislil, joj, se vem, da je tole malo čudno, da je tole malo sumljiv, ampak tako dobro zgleda, teh 10 evrov pa že davno, ali pa 20, ali pa 30. In potem so seveda ljudje razočarani in potem pridemo do te situacije, da ljudem hočemo pokazati nekaj, kar je resno, kar je usmerjeno, kar firma ima strategijo za naslednjih 20-30 let, da rečejo, jaz sem že probal 3-4 take stvari, to sploh ne gre. Se pravi, na nek način vam pomagamo tudi razumeti, na nek način vam pomagamo prepoznati, da ločite seme od plevela. Ok, to je pa zdaj, gremo počasi proti koncu. Se pravi, zdaj sem vam govoril, imamo sistem, imamo firmo, vemo, da je mreženje, da je delo od doma siguren, bojo tiste cifre, ki smo jih pokazali na začetku, v naslednjih 2 letih po deseterle se bojo, po deseterle, zaradi te situacije, v kateri smo zdaj. Ampak vse to je relativno nepomembno v primerjavi s tem, da vi sploh veste, zakaj bi to radi počeli. Se pravi, najpomembnejša stvar, da se sploh lotite tazga tipa posla, je motiv, zakaj bi to sploh nekdo počel. Se pravi, motivi so pa pri ljudeh sila različni. Se pravi, dobrodošel je vsakdo. Tudi tisti, ki mogoče razmišlja samo o nekem dodatnem zaslužku. Mi pa z mojo drago partnerko Mojco imava 4 otroke pa 7 vnukov. In zdaj, lih pred parimi dnevi smo imela celo kupico telih rojstnih dnevov in sva računala. Sem rekla, ok, če dava vsakmu otroku pa vsak po vnuku, samo za rojstni dan pa za božička po 40 evrov,
je to 900 evrov na leto. Ne? Da ne govorim za kakšnih, da je kdo še spričeval imel dober, pa da je šel na obhajil, pa da je šel na bermo, pa ne vem kva. Ne? Samo 2krat na leto pa 40 evrov. Ne, se pravi, mogoče si želite samo nek dodatni zaslužek. Mogoče si želite, da ne bi stali zjutraj v prometni konici. Jaz se zjutraj ponavadi peljem v drugo smer na kavo in ljudje stojijo tle okrog Ljubljane, ne vem, s kje ste vi, ki poslušate tale posnetek, po 1 uro zato, da pridejo v službo, po 1 uro zato, da pridejo v službo. Pa so pa 8 ur v službi, ki sploh ne marajo za plačo, ki se jim gravža. Ne? Mogoče je to vaš motiv. Mogoče je to motiv, včeraj je bil, je bil včeraj petek? Včeraj je bil petek, ne? Včeraj so ljudje stali v 12-metrski koloni, zato da so šli na morje. Ne, se pravi, ni bolj seksi hoditi na morje, jaz bom šel v torek na morje. Ne, ko bojo vsi v službah. Meni je v torek fino iti na morje, potem v petek bom šel domov, ko bojo šli vsi tja. Ne, se pravi, ta naš motiv je tisti, ki nas premaga, če vse tole, kar sem hotel tukaj pokazati. In seveda na vse zadnje, potem jasno se vsak vpraša, ok, Roma, ti tole lepo jezik sučeš, ne, pa lepo govoriš, ampak jaz to lahko naredim. A sem jaz ta prava oseba za to? To gre zdaj spet nekaj naprej, nazaj. Aha, takole bo zdaj prav. Absolutno je vsak ta prav. Vam bom pokazal potem par ljudi. Tisto, kar je predlog moj, oziroma ljudi, ki so vas povabili, je to, da sami sebi priliko, ker v bistvu ne morete vnaprej vedeti, a ste vi ta pravi ali ne. Sami sebi priliko dati pa pomeni, da si daste eno časovno obdobje. Naše priporočilo je 90 dni. Recite, jaz ne vem, a je to biznis, ki bi ga jaz rad delal, oziroma je to biznis, ko meni pomaga, da me šel na more, kadar bom hotel, pa da bom delal brez maske, pa da ne bom stal v koloni, pa da me odnar. Se pravi, da dajte sami sebi 90 dni in rečete, povejte mi, kaj ne naredim. In imate vse. Imamo trening, online treninge, offline treninge, lokalne dogodke, evente na vsake 4 mesece, zdaj ga sicer nekaj časa že nismo imeli, ker smo upali, da bomo lahko organizirali živi event, zdaj spet ne kaže, pa več dobro, očitno me je spet online event. Skratka, hočem povedati, vsa orodja, vse že obstaja, samo vi morate da sami sebi čas, da vidite, a lahko to nekaj tudi za vas. No, zdaj so končno te obljubljeni ljudje, ne? Vidite, da so muslimani odkriti, to je nekaj par renkov, ki so bili doseženi zadnje par mesecev. Ne, se pravi, od zelo revnih držav, Tanzanije do Kanade, tale punca gor Natalija je iz Moldavije, če se ne motim, Bližnji vzhod, tako naprej. Takih renkov, to, da ste na takeli sliki, da imate renk, to je že mednarodni renk, to niso zdaj neki, ki so včeraj začeli, pa imajo 500 evrov prometa. Se pravi, to so od topa pa naprej. Takih renkov imamo vsako leto, zadnje 2-3 leta, po 700, 800, 900. Se pravi, to je tavžnih ljudi, če zaokrožim, ki jim je ta posel spremenil življenje. Zdaj pa, pustimo zdaj leta, ko včasih delamo, ampak da je to tavžnih ljudi, pri tem, da nas je 600 000 let. Firma ima pa cilj, da bo postala največje mrežno marketinško podjetje na svetu. Ne? Se pravi, zdaj pa malo pomislite, koliko bo teh ljudi, ki bo ta firma spremenila življenje, ki nas bo 7 milijonov. Ali pa ki nas bo 17 milijonov. Se pravi, koliko bo teh kariernih renkov. Se pravi, vsak je te prav. Edini motiv, edina stvar, ki je v bistvu potrebna pri tem je to, da imate dosti močen zakaj. Če tega dosti močnega zakaja še nimate, vse začnite, vprašajte ljudi, ki so vas danes povabila, pa če poslušate ta posnetek, kontaktirajte tisto osebo, ki vam je dala ta posnetek, rečete jim, dej, povej mi, predstav mi še par ljudi, ki to počnejo, da vidim, kaj ste vi z intim, da vidim, če ste mi všeč, če bi pripravljam delati z vami, zberite informacije, sam ne jih zbirati 2 meseca, ne jih zbirati 1 leto, kot nekateri počnejo. Tudi jaz sem 3 mesece rabil, da sem sploh prvič prezentacijo pogledal. Naredite to takoj, boste potem videli, je voda mrzla ali je topla. Ker v bistvu je že vse odkrito. V bistvu podjetje ima pot že prehojeno in samo zgubljate čas po nepotrebnem. Seveda pa ni vse sam biznis pa številke. V tem ponorenem času, ki zdaj živimo, ki je totalno crazy, je tudi fajn, da smo obkroženi z ljudmi, ki so pozitivni, ki vidijo kozarec na pol poln, ki so nasmejani. Koliko pa vidite danes nasmejanih ljudi še, takih so tle sliki. Ne veliko, ne, vsi jamrajo. Se pravi, ampak to, če vsi jamrajo, je super. Ne, zato, ker v bistvu ljudem s to priložnostjo lahko pomagamo, ki jim lahko ponudimo. Vsakič, ko vam bo nekdo pojamral, rečeš, ti ne vem, če ti ne morem ti nič obljubiti,
ampak daj si tole poglej, mogoče bi ti tole lahko pomagali, no? Da še noč tokle stoku, koliko je grozna situacija. Ker jaz se strinjam, jaz nočem nič pomilovati nikogar in ničesar, situacija je res scary, ampak moje življenjsko načelo je, če nekaj tako kot je, potem razmisli o tem, kaj ti lahko prispevaš k spremembi. Z jamranjem ni šoben izboljšal svoje situacije. Tako da tle tudi vidite, da so bili podeljeni in že najvišji statusi in Ferrari in hiše v Dubaju in tako naprej, tle en del slovenske ekipe, ko se še dal potvati, ko smo bili lanski let v Dubaju. Tako da se imamo tudi fajn, tudi družimo se, tudi letos smo imeli par eventov, pa smo šli na Gorenjsko skupaj, pa smo bili pri Borisu, smo imeli piknik v bazenu. Tako da ni vse sam delati, pa webinari, tudi fajn se imamo, ker na vse zadnje je tudi to za nas pomembno, da smo obkroženi z ljudmi, ker je eno star slogan prav, da pokaž mi 5 ljudi, s katerimi preživiš največ časa in povem ti, kje boš čez 5 let. Tako da je tudi to nekaj za razmisliti, v bistvu s kom se družimo, kdo so ljudje, ki imajo vpliv na naše življenje. Skratka, ne vem, kje sem vas dobil v liveu v trenutku, ko gledate tole. Če niste preveč zadovoljni, če bi radi spremembo, začnite to spremembo pri sebi. Začnite od sebe, premaknite se iz te cone komforta, v kateri ste. Cona komforta ne pomeni vedno, da imamo, da nam je vse zrostno poslano. Cona komforta pogosto pomeni to, da kljub temu, da nam ni v redu, ker tičimo tam v mlakci. Se mislimo, pa vse drugim je pa še slabše. Jaz imam res 900 evrov plače, ampak una 2 štuka više ima pa 730. Mislim, kakšne so to klavrne tolažbe, ne? Plazno. Sprav, jaz imam veliko motivov, zakaj to delam. En od mojih glavnih motivov je to, ker imam veliko tudi vseb tega, nekega humanizma, ali kot ermene osebnosti rečejo pa nas po Benku. Pač želim imeti en pozitiven vpliv na ljudi, želim, ko bom šel z tega planeta, da ne rekel, pa ja, se Roman je bil kar v redu, 40 let je bil v isti pisarni, hočem pustiti en pečat za sabo, budisti bi rekel, hočem posaditi svoje drevo. Tako da vas vabim, da se nam pridružite, da odpremo krila, skupaj lahko poletimo, skupaj kot tim, smo močnejši. Zaradi sinergije lahko naredimo pozitivni impact na temu ponorelem svetu. Hvala za vašo pozornost in želim vam dobrih odločitev te lahko noč. Najlepša hvala, Roman, za vrhunsko predstavitev in ja, veseli me, da smo danes prišli povabljeni oziroma da ste prišli povabljeni od vaših prijateljev. Priložnost podjetja Success Factory je, tako kot smo rekli, podjetje 3 leta mlado v Sloveniji in vse je še pred nami. In s takim timom, kot je primer Romana, ki pravzaprav res z ogromno znanja in ogromno informacij in s timom, ki ga tudi tukaj vidite, core team, tisti vaši prijatelji, ki so vas povabili, jaz pravim, ekipa prostor je za vse in samo tisti, ki smo željni sprememb, takšnih in drugačnih, lahko to naredimo in lahko to uspemo. Teamwork is a dream work. Hvala lepa in en lep večer želim vsem. Jutri ne pozabite na uno vodo, ko ima Roman tam odzadej in gremo novim zmagam naproti. Hvala lepa, lahko noč. Hvala, Andreja. Hvala, čau.